V tretji konferenci poskušamo se osredotočiti na posamezne posebnosti nekaterih dejavnosti in iz tega, kakšne posledice imajo na način in vsebino notranjega poročanja v teh dejavnostih. Gre za to, da smo v prvih dveh konferencah obravnavali posamezne vrste notranjega poročanja, v drugi konferenci notranje poročanje po posameznih poslovnih funkcijah in sedaj gremo v podrobnosti po posameznih dejavnostih. Pri pripravi kodeksa notranjega poročanja imamo že pripravljenih 12 poglavij, ki so že v javni razpravi na spletni strani Inštituta za poslovodno računovodstvo. V naslednjem letu bomo pripravili že naslednjih 12 poglavij in tako računamo, da bomo v 4 letih prišli do enega zaokroženega dela kodeksa načel notranjega poročanja. Moram povedati, da je treba pohvaliti iniciatorja, predvsem kolega Živka Berganta, ker je nad to idejo, da pridemo enkrat v slovenskem prostoru strokovnem do načel notranjega poročanja dal iniciativo in nekako brez njega ne moramo se niti približno predstavljati, kako ta stvar teče. Sicer pa za vsebino je tako, kot je že kolega dejal, podjetja, druge asociacije imajo, recimo gospodarske družbe kot primer, dost zapisanega v zakonu o gospodarskih družbah v Sloveniji, tudi v slovenskih računovodskih standardih, kar se tiče zunanjega poročanja. O notranjem poročanju pa praktično nimamo nekih navodil, nekih usmeritev, in vsaj moje osebno mišljenje je, da smo zdaj že s tretjo konferenco prišli tako daleč, da imamo perfektne nekatere referate, ki govorijo o spremembi notranjega poročanja v podjetju, če so imeli do zdaj takšno in drugačno, in drugo, da postavljajo notranje poročanje kot sistem zelo specialno tudi po panogah dejavnosti. Mislim, da notranje poročanje ni neka fama, ampak da je pravzaprav potreba, kajti če pogledam samo 2 letošnja sestavka, ki sta v zborniku, govorita na relaciji računovodski servis in uporabniki. In en referat govori o notranjem poročanju potem v računovodskem servisu, drugi referat pa daje poudarek notranjemu poročanju iz računovodskega servisa v komitenta oziroma tistega, ki mu vodi poslovne knjige. Torej, jaz mislim, da je delo na pravi poti in da bomo prišli do kodeksa, pri čemer je seveda treba še oblikovati, ali bo kodeks kratek in jedrnat, ali bo malo razvlečen, podroben, kajti v drugem primeru računam, da bo še kar precej dela. Jaz mislim, da bo letošnja konferenca uspešna, žal je malo udeležencev, ampak mi delamo naprej. Kako pomembno je notranje poročanje pri poslovanju? Pri domovih starejših občanov je še posebno notranje poročanje pomembno v zadnjem času, glede na to, da se je država kot lastnica domov za starejše začela umikati iz financiranja novih kapacitet in pa iz obnove že obstoječih kapacitet. In glede na to, da nam notranje poročanje omogoča pregled nad celotnim poslovanjem in njegovih sestavnih delov oziroma vpliv posameznih enot, stroškovnih mest, lokacij, ki vplivajo na uspešnost poslovanja, se mi zdi, da je notranje poročanje v domovih usmerjeno v pridobivanje res takih konkretnih informacij, ki so pomembne za odločanje. Kaj vam pri tem pomeni konferenca o notranjem poročanju? Glede na to, da sem že 30 let v javnem sektorju kot vodja finančno-računovodske službe, se mi zdi ta konferenca krasna, oporna točka, ene temelje bomo pridobili s to konferenco in s tem kodeksom notranjega poročanja, da se bodo računovodja in vodstva lažje odločala in
na katerem področju je pomembno notranje poročanje. Do sedaj smo bili izgubljeni in smo vsaki domovi, javni zavodi pač po svoje se odločali, na katerem področju bomo dajali poudarek notranjemu poročanju. Notranje poročanje je za podjetja gotovo pomembno, zdaj v času krize pa najbrž še bolj. Seveda, kriza so izredni pogoji, v katerih se je treba hitro odločati in tudi seveda pravilno odločati. Ne? Brez računovodskih informacij, se pravi teh poročil za notranje uporabnike, predvsem za poslovodstva, pomeni, da pravzaprav je tako, kot če bi se z ugasnjenimi lučmi po tunelu vozila. Zato je in pomen teh računovodskih informacij za uprave in tako naprej toliko večji. Jaz tudi pravim, da tudi računovodski servisi, ki vodijo računovodstva za podjetja, tudi mala, tle ni važno, je veliko ali malo podjetje, bi ravno v teh kriznih časih mogli dvigati cene svojih storitev, predvsem kar se tiče področja poročanja, ker je njihova vrednost zrasla. Žal je pa v tem problem, da še vedno je preveč podjetnikov, preveč podjetij, ki na te informacije ne dajo pozornost, ki računajo na to, da pač neka naravna intuicija, da je dovolj. In seveda se srečujemo s tem, da pol je en kup nekih pritožb nad državo, nad vlado, da nič za podjetje ne naredi, ampak začne se v samem podjetju in začne se pri tem samem spremljanju lastnega poslovanja.